Pozdravljeni in dobrodošli v Modrijanovi knjigarni na predstavitvi knjige zgodovinarja dr. Jureta Gašpariča Izza parlamenta. Današnji pogovor, oziroma predstavitev knjige bo vodila Darja Groznik, ki bo tudi predstavila naše goste. Po pogovoru bodo potem možnosti tudi za vprašanje. Tako da Darja, izvoli. Dobar dan, vsem prav lep pozdrav, da se bomo slišali tudi brez mikrofonov, se prostor ni prevelik. Torej, danes predstavljamo knjigo, ki je šla že lani, naslov je Izza parlamenta. Delo je napisal zgodovinar dr. Jure Gašparič, tudi sicer raziskovalec slovenske in jugoslovanske politične zgodovine in zgodovine srednjeevropskega prostora v 19. in 20. stoletju. V pogovoru bosta sodelovala tudi doktorica Simona Kustec-Lipicer, če lahko tako rečem, sveža poslanska moč. Poslanske klopi ste sedli leta 2014, tudi vodja poslanske skupine Stranka modernega centra. Z nami je tudi gospod Miran Potrč, starosta parlamentarizma, dober poznavalec parlamenta. Sedel je v poslanskih klopeh tako v času bivše države oziroma Jugoslavije, kot tudi v času samostojne Slovenije. Svoje spomine na aktivno parlamentarno vlogo pa je izdal tudi v knjigi Klic k razumu, ki je prav tako išla pri založbi Modrijan. Gospod Gašparič, knjiga je zanimiva ne le za strokovno javnost, ne gre za neko suhoparno naštevanje, nizanje zgodovinskih podatkov, okoliščin, analiz, ampak je za kulisje jugoslovanske skupščine med letoma 1919 in 1941 ob vseh potrebnih podatkih opisana na literarno všečen način. Mestoma se knjiga bere kot napeta kriminalka, ampak ko človek pride do konca, ugotovi, da so pravzaprav dogodki kar veliko tovrstnih možnosti ponovili že sami. Tudi začne se zanimivo, pa dovolite, da preberem stavek na začetku. Jeseni leta 1918 je bil Beograd prašna in blatna prestolnica mlade srbske države, ki je kljub razvoju na prelomu stoletja še zmeraj precej spominjala na pozabljeno obmejno karavlo Otomanskega imperija. Lahko na kratko opišete te okoliščine nastanka skupščine kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v tistih časih? Hvala lepa. Najprej prav lep pozdrav vsem skupaj, dragim gostom, prijateljem, kolegom, strokovni javnosti. Predvsem lepo pozdravljam oba draga gosta, ki mi bosta pomagala predstaviti stran poti slovenskega in tudi siceršnjega parlamentarizma. Zdaj, kar zadeva sam nastavek skupščine, ki jo tukaj obravnavam. Knjiga se seveda osredotoča izključno pravzaprav na Beograjsko skupščino, na parlament prve jugoslovanske države, kraljevine, najprej Srbov, Hrvatov, Slovencev, na to preimenovane v kraljevino Jugoslavijo, ki je deloval med obema vojnama, torej med prvo in drugo svetovno vojno. Dejstvo, da je bila kraljevina Jugoslavija parlamentarna monarhija, se pravi, da je imela na vrhu monarha, to je bil najprej srbski kralj Aleksandar, najprej njegov oče, potem kasneje Aleksandar Karađorđević, in da je bila hkrati ta država tudi parlamentarna, kar pomeni, da je imela parlament, je bilo nekako samo po sebi umevno. Ko je Habsburška monarhija razpadala po koncu Prve svetovne vojne, ko se je na novo krojila politična karta tega dela Evrope in ko je nastajala Jugoslavija, ko so se združevali ti politični deli v to prvo jugoslovansko državo, so pravzaprav vsi pristopali nekako z nekim samo po sebi umevnim vedenjem, da bi naj ta država imela nek parlament. Kako bi naj konkretno izgledala, to so bile pa predstave že zelo različne, kakšen parlamentarizem bi naj to bil, še bolj, ali bi naj bila država malo tak skupaj avtonomnih regij, ali bi naj imela en močen centralni parlament v Beogradu, skratka. To predstave so bile zelo različne, niso bile različne samo takrat v začetku, bile so pravzaprav različne vse do konca prve jugoslovanske države in tudi ta različnost in drugačni pogledi, neka inercija, hitrica, s katero se je država spostavljala, so seveda generirali te probleme in tudi takšen videz tega jugoslovanskega parlamentarizma, o kakršnem pišem. Kdo so bili poslanci? Lahko opišete ta sociološki prerez, ta kotel različnih
narodov, seveda tudi interesov, strank in vsega ostalega. Ja, kakor danes, ne, poslanci so zrcalo družbe, teoriji in tudi mogoče v praksi, ne, je bilo v preteklosti malo drugače. Najprej med poslanci ni bilo žensk, nekateri so to utemeljevali kot samo po sebi umevno in kot dobro, ne, drugi so v tem videli nek manko, vendarle bi si ženske mogoče zaslužile, da bi jih pritegnili k političnemu življenju, ampak en intermezzo iz enega prejšnjega parlamenta iz leta 1848, ko se je sploh prvi parlament na tem prostoru spostavljal, že takrat, 1848, so razmišljali o tem, da bi tudi ženskam dali volilno pravico, ne, pa je takrat en poslanec v Kromerižu rekel, ne, če utemeljujete vi to, da bi ženske ne imele volilno pravico z argumentom, da ženske tudi nekako sodelujejo pri državnih poslih, ne, plačujejo davke, potem lahko z istim argumentom date volilno pravico tudi norcem in otrokom. Ne. Saj tudi otroci lahko hodijo nekaj delati, ne pa norci, in vsi so se seveda strinjali. To pa pravzaprav res nima smisla, ne, vsak, ki nekaj dela, pa že si ne zasluži volilne pravice. Teda tudi stari Jugoslaviji, skratka, ženske niso imele volilne pravice, politika je bila v celem meri moška stvar. Tako, kdo so pa ti moški bili, ki so v skupščini sedeli? Ja. Bili so razporejeni teritorijalno od severa, od slovenske do čisto južne Solbije. Se pravi, iz delov, ki so pravzaprav bili zelo, zelo različni. Ko se je Jugoslavija spostavljala leta 18, je bilo to en tak kolaž različnih narodov, interesov, kulturnih okolij, da ga pravzaprav zelo, zelo težko opisati. Slovenija, slovenske dežele so bile predel avstrijskega dela, Habsburške monarhije, Hrvaška, del ogrskega dela, pa že tu so bile neke razlike. Potem Bosna in Hercegovina sploh bila nekaj posebnega, Srbija je bila samostojna država, Črna Gora ravno tako. In ves ta kolaž se je potem skupaj zlil v to prvo jugoslovansko državo, ki je bila po svoje zelo čudovita, zelo lepa, ne, po drugi strani pa seveda zelo raznolika. Ne. In zelo raznoliki so bili tudi ti ljudje. Govorili so različne jezike, pisali različne pisave, ne, prihajali iz različnih socialnih okolij. Bili so najrazličnejših poklicev, ne, s tem pa dalj časa, ko je država trajala, vedno več je bilo med profesionalnimi politiki teh bivših ministrov, narodnih poslancov, se pravi, ko si enkrat stopil v to kolo, kot so rekli, ne, potem nisi izstopil vse do, no, izstopili so potem leta 29, ko je prišla diktatura, ne, potem so prismilno izstopili, ne, ampak v 20 letih, skratka, pa je bilo vedno več in več poslancev, ki so znova postali politiki. Vi seveda v tej knjigi opisujete vse pomembne mejnike delovanja, omenili ste že potem razglasbi kulture. Pišete, na primer, o dokončanju te veličastne zgradbe, ki seveda še danes služi svojemu osnovnemu namenu, in o vseh drugih pikantnih podrobnostih, o poslanskih plačah, imuniteti, o skupščinskem bifeju, o gledalcih, ki so spremljali to dogajanje z balkona. Najbrž je bilo težko uskladiti in sploh nekako omogočiti neko normalno, če je bilo to sploh mogoče, delovanje. Kakšno je bilo to delovanje? Vi pišete tudi o strelskih obračunih, ki so bili pravzaprav pogosti, o pretepih, o kletvicah. Skratka, to je tisto, o čemer sem govorila na začetku, da se bere mestoma tudi kot kriminalka ta vaša knjiga. Poudaril sem v knjigi to, kar je razdvajalo. Knjiga ni nek klasični politični oris, knjiga se koncentrira, temu rečemo, da je to kulturna zgodovina, se koncentrira na oris politične prakse, kako so način, na kakšen način je deloval jugoslovanski parlament. Zato dajem ustrezen poudarek tudi skupščinskim strokovnim službam, predstavniki sedijo pred nami. To je bilo eno okostje tega parlamenta. Parlament je lahko funkcioniral samo zaradi tega, ker je sčasoma pridobil en zelo, zelo razvejan in kvaliteten strokovni aparat. Strokovni kader, ki je lahko pripravljal vse te osnutke, ki je pravzaprav nudil en strokovni support poslanskim skupinam. Ker poslanci so, kot rečeno, bili najrazličnejši in oni so sami dojemali v glavnem vedno bolj in bolj to politiko kot neko nastopaštvo na eni strani, se pravi, parlament je bil polje konflikta, kamor prideš, poveš, kaj bi rad povedal in greš v poslanski bife, kjer nadaljuješ ta isto politično debato, morda na malo drugačen način, ko pač neke rešitve več ni, ne pa vzameš tudi, bodi si bokser, bodi si kozarec, bodi si revolver, če je bilo pač treba. Skratka, konflikt je bil
vgrajen v način funkcioniranja te parlamentarne demokracije. Parlament ni bil polje reševanja konflikta, to je bilo eno konfliktno polje, kjer so sproščali, če malo reči, pravzaprav, kjer so izražali neka svoja nepomirljiva politična stališča. Po drugi strani pa je političen posel takrat so dojemali v glavnem kot neko interveniranje. Spravi, jaz sem politik, jaz v parlamentu zastopam nepomirljivo to stališče, ne? Hkrati pa dnevno dobim 10, 20, 30, 50 pisem najrazličnejših mojih somišljenikov, ne? In jaz bom pa zdaj z njim zrihtal neko uslugo. Ne? Se pravi, jaz sem poslanec tudi zato, ne? Da poskrbim za službo, za pogoje za upokojitev, ne? Da nekomu uredim status vojnega veterana iz prve vojne in tako dalje. To je bilo bistvo politike in se pravzaprav lepo zrcali. Mogoče ena zanimivost, to mogoče niso neobdavčeno žganje kuha, ne? Pri tem so se pa nekako zedinili vsi. Najprej so se zedinili, to je zelo zanimivo, pri tem, da rabijo nekega zunanjega sovražnega in potem so ugotovili, to so komunisti. To je en element, ki je vse presenetil na prvih volitvah, dosegel zavidljiv uspeh in potem so rekli, ti so pa dežurni sovražniki države. Sploh prvi zakon, ki so ga sprejeli, je bil zakon o zaščiti države pred komunisti in potem so komuniste nagnali iz parlamenta in so to obdobje preganjali, metali skozi okna policijskih postaj, ko so sami skakali ven in podobne zadeve. In potem se te isti poslanci, kar jih je ostalo čudili leta 45, ko so se stvari spremenili. Gospod Potrč, ko ste brali to knjigo, kaj ste si rekli? Saj to se je dogajalo tudi po letu 41, oziroma v tistem času, ko ste bili aktivni parlamentarec. Jaz najprej moram reči, da sem bil zelo vesel, ker sem imel priložnost prebrati knjigo dr. Gašpariča. In to, kar ste vi uvodoma v njej rekli, je soglašam in ne bom ponavljal. Za vsakega, ki detaljno ne spremlja po arhivih in po štoficih in podobno to dogajanje v parlamentu v tistem času, je knjiga zanimiva, dobrodošla, lepo napisana, po mojem in jaz verjamem, da tudi realna. Kaže pravzaprav na izjemno konfliktnost tega parlamenta in na dejstvo, da je parlament v tistem času in kasneje bil v zelo veliki odvisnosti od izvršne oblasti, posebej od monarha, da so se tega zavedali tudi poslanci. Jaz, če primerjam tisti čas, eventualno z obdobjem od leta 90 naprej pri nas v Sloveniji, lahko rečem, da so inštitucije ali pa način dela je zelo podoben po mnogih vprašanjih. Edina razlika, ki bi jo jaz omenil, ker je tudi aktualna, je zagotavljanje reda in miru, predvsem pa policijsko pravica policije, da prihaja v parlament ali ne. In v tistem času je v jugoslovanskem parlamentu bila izrecna prepoved policije, da prihaja v parlament. Parlament je imel svojo policijo, šef je bil predsednik takratnega parlamenta, on je odredil, ali se bo policiji dovolilo, ali bo smela priti oborožena ali ne, ali se bo vršila preiskava. To je zanimivo, posebej radi dogodkov, ki so bili 14 dni ali pa malo več nazaj tudi v slovenskem državnem zboru in ki so pustili odprto vprašanje, ali lahko ali ne prihaja oborožena policija redne sestave, ki je pravzaprav v okviru izvršne oblasti v parlament, da rečem, kaj ugotavlja, pa tudi dela red. Sicer pa mislim, da je glede načina dela veliko podobnosti, glede sporov v parlamentu pa kljub temu ne tako zelo veliko, kot mogoče na videz gleda. Ta stari jugoslovanski parlament je bil še bistveno bolj konfliktni, kot je parlament bil v državni zbor v času, ko sem sam v njem delal, pa tudi zdaj kasneje, kolikor ga spremljam. In dobro, da je tako, ker so se le bolj kot samo prepiri nekateri problemi v parlamentu tudi urejali. Če smem, vi pišete v knjigi že prej sem omenila, o strelskih obračunih, kletvicah, o raznih takih incidentih, tega v vaših časih ni bilo, čeprav vsi se spomnimo samo enega incidenta, ko je nek poslanec
svojega kolega nekako oplazil s časopisom. To je bil dogodek, ki smo si ga zapomnili in ki je polnil časopisne strani. Gospa Kustec, vi ste prišli, kot sem rekla, v parlament leta 2014, zdaj ste rahlo prikimavali, tako gospodu Gašpariču kot gospodu Potrču, torej se strinjate s temi ugotovitvami, oziroma kako vi ta parlamentarizem dojemate in občutite danes? Najprej vse skupaj lepo pozdravljam, posebej avtorja in pa spoštovanega, zdaj že lahko rečem kolega, gospoda Potrča. Moje iskrene čestitke za tole delo, z kančkom tudi zavisti, ker namreč moje srce še vedno zelo močno bije tudi za akademsko raziskovalno sfero, tako da v tem smislu pravzaprav sem tudi prebrala in dojela to knjigo sama pri sebi intimno, kot neke vrste pravzaprav prelivanje od teorije k praksi in obratno. Na nek način pravzaprav, če čisto akademsko oziroma profesionalno gledam, ocenjujem to knjigo kot izjemno dobrodošlo orodje na nek način razumevanja slovenske, generalno slovenske zgodovine, vsekakor pa posebej parlamentarne, ki se tudi v praksi, tako kot je bilo že večkrat sedaj izpostavljeno, pravzaprav potrjuje oziroma kot neka rdeča nit vleče vse do današnjih dni. So določene seveda razlike oziroma izjeme, ki se skozi čas dogajajo kot rezultat, po moji osebni oceni, okoliščin in pa nekega napredka, tako družbenega kot političnega, v smislu predvsem govorim demokratičnega napredka, v teh nekih relacijah med vejami oblasti, med samimi lastnostmi političnega sistema kot takšnega. Po drugi strani pa, kot rečeno, pravzaprav gre za osrednjo institucijo, ki na nek način odloča o tem, kako se bo ta javna sfera življenja posameznikov odvijala v prihodnosti. In v tem smislu pravzaprav je tisti javni interes kot rdeča nit pravzaprav tisto, kar nas spremlja ves čas. Naj si bo to v začetku pravzaprav 20. stoletja ali pa danes. Se pa poudarki seveda javnega interesa bistveno spreminjajo. Zdaj recimo, če gledamo to obdobje, ki ga opisuje kolega Jure v sami knjigi, je obdobje, v katerem je pa izrazita že čutiti, bi rekla, te neke nacionalne napetosti, so se že nakazovale. Danes, ta trenutek, recimo, če govorim z današnjega zornega kota, to ni tista primarna napetost, ki se čutijo. Primarna napetost danes, recimo na notranje politični ravni, je pravzaprav ideološke narave, je ta neke vrste klasičen političen boj, ki se med političnimi strankami vrši zato, da bodo prevladale in na ta način prevzele osrednjo skrb in pa odgovornost za javni interes. Se pa sedaj, predvsem zaradi vseh teh globalizacijskih tokov in pa seveda s tem povezano v zadnjem obdobju terorističnih pritiskov in pa groženj in pa na drugi strani teh migracijskih aktualnih tokov, že ta mešanica pravzaprav soodgovornosti enega drugega tipa nacionalnega interesa nakazuje, da se jo že na nek način skozi parlamentarno delo jo je možno čutiti. Kar se pa tiče pravzaprav teh bolj socioloških relacij, pa psiholoških vidikov delovanja parlamenta, pravzaprav pa dobro, razen teh nekih primerov uporabe strelnega orožja in tako naprej, ki so se danes sofisticirali na način, da je tako imenovano strelno orožje postal jezik, in pa diskurs, ki se ga uporablja in je na določenih točkah še vedno po moji osebni oceni zelo, zelo problematičen in zaradi tega tudi meče neko slabo luč ali pa pogled na to, kaj mi kot politiki pravzaprav opravljamo v imenu volivcev in kaže na pravzaprav politiko kot neke vrste umazano pesem, za kar smo v tem smislu tudi sami bistveno zaslužni s tem, na kakšen način pravzaprav komuniciramo, na kakšen način
prenašamo to skrb za ljudi skozi svoje delovanje. V vseh ostalih vidikih pa, kot rečeno, veliko podobnosti, ne? Kot da ni eno celo stoletje v resnici preteklo v tem umestnem času. Parlament je vedno za vami. Vsekakor, ja. Zdaj, odvisno sicer z katerega zornega kota ga dojemaš, ne? Nekatere vzporednice lahko povlečem, med druge spet, ne, gospod Gašparič je že omenil, da poslank, da žensk ni bilo, da pa so sedele na balkonu, to je zapisano. Kdo so bile te ženske? So bile to, ne vem, mogoče novinarke? Teh, po mojem, tudi ni prav veliko, ne? Tudi časopisi je bilo bolj moška stvar, ne? Ampak ne, so bile tudi. Najprej v parlament, tako kot danes, načeloma je bil dobrodošel vsak. Tudi v bifeje lahko še vsak dan, mislim, da ni taka praksa. Ne? Nekoč pa je bilo to mogoče. Ampak na galerijah pa so potem bile ločene lože za novinarje, oni so imeli posebne lože, potem posebne karte je imel diplomatski zbor, seveda, posebne pa navadna zainteresirana javnost, ki je želela poslušati, kaj se pravzaprav dogaja. In v stari Jugoslaviji, v času pred televizijo in pred drugimi oblikami, ki so aktivnosti, če tako rečem, ne, je imel parlament tudi to funkcijo, da je zabava, ne, pa v stari Avstriji pravzaprav še bolj. Ne. Ljudje so spremljali takrat politično dogajanje ne samo zaradi neke skrbi in interesa za javni interes, za svoj interes, ampak tudi zaradi tega, ker je pač bila to neke vrste prostočasna aktivnost. Ne. V stari Avstriji, ko je bila ena velika politična kriza, konec 19. stoletja, so te brezplačne stopnice, ki si jih na recepciji parlamenta vzemne, nekdo izjutraj šel te stopnice vzemne, potem pa so jih drago prodajali na črnem trgu, ker so vedeli, aha, danes bo živa debata, danes se bodo stepli, danes se bomo mogoče streljali, bog ve kaj, ne. Tako da najrazličnejši ljudje so prihajali, kar zadeva navadno prebivalstvo, ne, to opazovati, ne, najbolj urejene dame pa so načeloma bile v diplomatskem salonu, ne, in so pač bile ob svojih možeh, ne, in tudi ko so bile najbolj pikantne podrobnosti se zgodile v razpravni dvorani, so se vsi novinarji takoj ozrli ponavadi proti tej diplomatski loži, ne, kaj pa počnejo te dame, ne, ali bo katera omedlela ali ne, in seveda se je o tem tudi poročalo, oziroma če se ni smelo poročati, pa so se vse govorice raznesle, te govorice so lepa, še dan danes, ne, lepa, zelo pa zanimiva, ne, zvrst sporočanja, širjenja novice, ne. Ja. Vzporednice, ki pa jih lahko potegnemo, so tako imenovane zimzelene teme. Pa me zanima, kako vidva komentirata to dejstvo, da se je takrat najbrž vmes in tudi še danes govorilo o poslanskih plačah, o imuniteti, o tako imenovanem kupovanju poslanskih glasov, vseh teh obstranskih pa toliko bolj zanimivih vidikih parlamenta. Mogoče, gospod. No, poslanske plače so bile vedno aktualna tema. Potem pravica do imunitete je bila vedno aktualna tema. Na različne načine urejana v državnem zboru nikoli zares uporabljena, kar mislim, da je prav in dobro. Potem diskusije o tem, kako delujejo poslanski klubi, vedno aktualna tema. In iz tega se je dalo ugotoviti tudi, kakšno je bilo dejansko ravnanje poslancev. Mislim pa, da neka razlika, vsaj jaz jo občutim, morda tudi tega, ker sem bolj prizanesljiv do dela državnega zbora in parlamenta po letu 90, pa tudi še kakšno leto prej, je ta, da mislim, da je bilo le vsebinskih razprav in vsebinskih odločitev v državnem zboru in neposredno pred nastankom državnega zbora, posebej tudi v parlamentu 90, 92, pa še predtem v Sloveniji veliko več. Aktualna tema pa seveda je bila v tem starem jugoslovanskem parlamentu nacionalno vprašanje, v prvi vrsti po ekonomskih vprašanjih in socialnih, vsaj tudi iz te knjige ne sledim, da bi bilo to veliko nacionalno pa. In to nacionalno vprašanje je v povojni Jugoslaviji, po drugi svetovni vojni v Beogradu nekaj časa pred letom 90 bilo enako zelo aktualno. V Sloveniji pa ni treba, da je še, ker je ena nacionalna skupnost ali pa pretežno tista del, ki je pomemben po številu
ki ni enonacionalen, pa smo na nekorektni način po letu 90 obravnavali, mislim, da izbrisane in še na položaj narodnih skupnosti danes. Jaz to lahko govorim, ker sem bil okoli tega ves čas preko jasno stališče. Ja, jaz pravzaprav na vso to zgodbo gledam z tega zornega kota. Glede, poslanci smo pravzaprav služabniki ljudstva. Prvi, ki služimo ljudem, ki služimo volivcem. In z tega zornega kota je povsem normalno in pričakovano, da smo tudi pod zelo močnim drobnogledom. Zdaj, in zaradi tega našega statusa seveda smo deležni tega, kar ljudje razumejo kot neke vrste bonitete, ker smo govorili o imuniteti, ko smo govorili o poslanskih plačah in tako naprej. Ampak v resnici je pa profil dela, ki ga upravljamo, takšen, da te bonitete dejansko za nas ne pomenijo bonitete, ampak večinoma prej ovire kot pa prednosti. Tako da imamo neka dva zorna kota in smo, moram reči, tudi že sama recimo vidim znotraj svojih vrst, smo kar včasih malo občutljivi na to, ker se nam očita, da je to boniteta, za nas je pa pravzaprav to neka cokla in vemo, da recimo, če bi upravljali kakšen drug tip dela, da bi veliko bolj prosperirali z teh zornih kotov lahko kot zdaj, ker smo na nek način pravzaprav, bi rekla, omejeni, izgubljamo pravzaprav svojo zasebnost, svojo intimo zaradi tega, kar počnemo. Ampak kot rečeno, to je sestavni del posla in razumemo poglede od zunaj, imamo svoja stališča in pri teh stališčih smo, kar tudi ni nepomembno, z stanovskimi kolegi neodvisno od političnih ideoloških prepričanj in pa vrst nekako poenoteni. Vedno se pogovarjamo o tem, da imuniteta je nekaj, kar je samo na papirju, da imamo prenizke plače, se primerjamo z plačami ostalih poslanskih kolegov v drugih državah evropskih in ugotavljamo, kako smo zelo, zelo podplačani in tako dalje. Skratka, so te stvari, ki recimo po eni strani nas odvajajo od ljudstva, po drugi strani nas pa notranje nekako povezujejo. Kako bi temu rekla, malo neke vrste neka točka preloma. Kar se pa tiče vseh ostalih zadev v zvezi z delovanjem, je pa tako, veste, politično delovanje ima neka svoja pravila igre, ki so malo racionalna in veliko pravzaprav čustvena. In vsaka politična stranka ali pa skupina, tudi posamezniki, se pravzaprav glede na svoj oseben ali pa strankarski profil odločajo, na kakšen način bodo delovali, kakšna orodja svojega delovanja bodo uporabljali, kaj je za njih sprejemljivo, kje je tista meja pravzaprav tako imenovanega kulturnega, politično-kulturnega v njihovem delovanju. In tukaj le se pravzaprav neki vzorci prepoznavni tako imenovanega političnega obnašanja kažejo že ves čas in se na nek način utrjujejo. Vemo, kakšen diskurs, kakšna orodja, kaj je še sprejemljivo, recimo, ne vem, določen del političnega prostora v tem ideološkem smislu, kaj pa za nek drugi del. Vemo, kakšna je pravzaprav tudi neke vrste notranja politika ali pa pristop posameznih poslanskih skupin, ene določene frakcije, pa drugih, in kaj lahko pravzaprav v tem smislu pričakujemo. In praksa pravzaprav več ali manj to ves čas tudi potrjuje. Tako da po eni strani, vedno je nekako zanimivo, izzivalno, kako bi rekla, tudi malo rumeno in intrigantno, Po drugi strani pa, če človek zelo trezno, racionalno pogleda, pa nič neobičajnega. Neka profesionalna kultura, če temu tako rečemo, parlamentarcev je to. En podatek bi rada izpostavila, povezan s knjigo Izza parlamenta, ki jo danes predstavljamo. V 10 letih
od leta 1919 do 1929 se je zamenjalo kar 25 vlad. Kako je bilo sploh možno zakonodajno delo? To je seveda logično vprašanje. Gospod Gašparič. Težko. So bila določena obdobja mandatna, ne se tudi volitev je bilo veliko, leta 20, 23, 25, 27, ne volitve za volitvijo, ne pa vlade so vmes kar padale in se mi zdi, da pri 21 ali 22 od teh političnih kriz je imel ključno vlogo monarh, kar je gospod Potrčitak izpostavil. On je bil res prvi ustavni faktor te države in tudi generator določenih kriz. On jih je načeloma reševal, samo vemo, kako jih je reševal. A ne se Ja, 5 mesecev je vlado vodil tudi edini nesrbski predsednik in najvplivnejši slovenski politik, dr. Anton Korošec. Na podlagi vpogleda v njegovo delovanje ste zapisali, mogoče trditi, da parlament večino časa ni bil sposoben za delo, da je bil konflikta, to ste povedali. Nadaljevala bi samo še s to mislijo, ki ste tudi zapisali, da je to pravzaprav ustrezalo tako kralju kot stranki, kot vladi, skratka, to je pa nadaljevanje istega, kar ste začeli. Gospa Kustec, kakšen je ta odnos danes? Lahko, da bom subjektivna pri tem, kar bom zdaj povedala, ampak moja ocena je ta, da smo z parlamentarnim delom, ki smo ga zastavili v tem mandatu, ponovno nekako poskušali uravnotežiti to razmerje med izvršno in zakonodajno vejo oblasti, ki se je skozi obdobja, predvsem tam nekje, jaz mislim, da od sredine 90-ih let dalje se tehnica bolj nagibala na stran moči izvršne vejo oblasti. Bila so obdobja, kjer se dejansko, to govorim še iz te analitične izkušnje svoje akademske, ko se je pokazalo, da je dejansko parlament samo potrjeval, skoraj da slepo potrjeval pravzaprav to, kar je izvršna veja oblasti prinesla v potrditev formalno v parlamentarni prostor. Tule moram reči, da smo policijsko, zdaj govorim prvenstveno, ker je to čist izkušnja neposredna, smo izjemno pozorni na to, kar pravzaprav vlada kot svoje predloge prinese. In lahko vam zagotovim, da do sedaj ni bilo enega predloga, ki bi bil na takšen način, kot je bil prinesen v parlament, potem tudi vsebinsko dejansko na koncu potrjen. Izjemno to skrbno, odgovorno, tudi na nek način nadzorno, spremljevalno funkcijo poskušamo skozi delovanje poslanskih skupin koalicijskih zdaj v parlamentarni prostor prinesti in nekako vračati, kot rečeno, to ravnotežje, nekako tudi skozi svoje odgovorno delo nazaj. Ker je naša primarna odgovornost, tudi če čisto ustavno gledamo in z vidika, se pravi, temeljnih načel demokracije, je parlament tisti, ki pravzaprav je končni odločevalec, končni potrjevalec in s tem tudi tisti, ki nosi končno odgovornost pri tem, kar sprejmemo. Predno postavim gospod Gašparič še zadnje vprašanje, še predzadnje vprašanje, gospod Potrč, prebrali ste knjigo, imate svojo izkušnjo, ali imamo zrelo demokracijo? Jaz mislim, da dovolj. Ne idealno, najbrž idealne tudi ni, ampak v mnogo čem zrelo demokracijo, ki daje rezultate, glede na to, kakšne so pač volitve dale rezultate, glede na stranke, glede na konkretne poslanke in poslance in glede na izvršno oblast. In jaz bi v zvezi z vlogo parlamenta vizavi izvršne oblasti rad rekel, da po mojem spominu bi morali poudariti pomen parlamenta že v času pred letom 90, zadnje 2 leti, ker sprejemanje ali nesprejemanje zveznih ustavnih amandmajev, predvsem pa slovenskih, takrat potem sprejeta prva volilna zakonodaja, ki je omogočila demokratične volitve. To so bile odločitve, ki so bile samostojno in ob največji neodvisni vlogi parlamenta sprejemanje. V nekaterih primerih se je izvršno oblast celo zavestno umaknila. Mi smo recimo v parlamentu takrat rekli, naj nam izvršni svet predlaga tekst zakona o volilni zakonodaji, pa se rekli, pustite, volilna zakonodaja ni naš problem, s tem se sami ukvarjate. In je potem v
letu 1989 na koncu v 2 mesecih bil volilni zakon sprejet, praktično brez glasu proti in brez ugovarjanja katerekoli stranke, pa so bile takrat razlike med strankami velike. Mislim, da je takrat parlament igral veliko vlogo tudi po letu 90, konec koncev vsa osamosvojitvena zakonodaja je šla v parlament. Ne bom rekel, da brez pomembne vloge izvršne oblasti, ampak kljub temu manjše, kot je kasneje. Mislim pa, da je gospa Kucler mislila na obdobje, kjer parlament ni imel nobene vloge, to je bilo v času vključevanja v Evropsko unijo. Takrat smo se zavestno pravici veliko diskutirati odrekli, ker smo hoteli sprejeti zakonodajo na ta način, da bi lahko izpolnili kriterije, ki jih je pač Evropa od nas zahtevala, da ne bi to bil kakšen posebni omejitveni faktor. Gospod Gašparič, je delovanje skupščine po letu 1941 že zgodovinsko odgovorno? V precejšnji meri, tudi med nami tukaj, da je nekaj kolegov, ki so se s tem profesionalno načrtno ukvarjali. Moram reči, da kar zadeva zgodovino slovenskega parlamentarizma, pa če se navežem, to, kar ste predgovornika zlasti gospod Kočevca je rekel, morali bi se po mojem tudi kot državljani bolj zavedati, da parlamentarna demokracija ni nekaj samo posebej umevnega, ni odskozi. Potrebno bi bilo mogoče malo bolj poznati ta razvoj in se zavedati, da pa če vsaka parlamentarna demokracija po svoje zrela, tudi ta parlament je bil zrel za tisti čas in tudi marsikatero stvar je vendarle detektiral, opozoril. Mislim, če pa parlamenta sploh ne bi bilo, ker je potem eno obdobje bilo v 30 letih, so bile stvari še bistveno bolj drugače. Ne? Vprašanje, če tudi boljše za državljane, tako da jaz mislim, da bi bilo treba se še bolj sistematično ukvarjati z zgodovino parlamentarizma, kot rečeno stara Jugoslavija, približno obdelana stara Avstrija, tudi v glavnem. Obdobje po letu 45 je precej neobdelano, pa bi si zaslužilo veliko raziskovalne pozornosti, ne. Sistematično obdelujemo obdobje po letu 90 oziroma 92 od državnega zbora dalje, ampak dela v vsakem primeru je še veliko. Kdaj pa bo aktualni državni zbor zrel za tako knjigo, no to pa bo verjetno treba še malo bolj počakati, razen če boste sogovornika zelo zgovorna v kakšni priliki. Hvala lepa. Zdaj pa je beseda vaša, spoštovana publika. Želi kdo kaj vprašati? Izvolite. Bojan Bartec. Najprej čestitke avtorju. Potem eno vprašanje. V knjigi predstaviš problem poslanske plače, seveda tudi malce z časa pred letom 1918, ker stvar seveda ne nastane z letom 18 ali 20, ampak pred tem. Kako je to sploh postalo plačano, ne, je prvič zanimivo. Mene pa zdaj obratno vprašanje pravzaprav zanima nasprotna smer. Ne? Takrat je seveda šlo za interese, tako kot gre danes v politiki, tudi za interese. Kakor je Bismarck nasprotoval plačanemu poslancu, seveda iz razloga, ker bi on določene vplive izgubil, so nekateri to zahtevali plačano, zato ker so se sploh lahko ukvarjali, oziroma bi se lahko ukvarjali s politiko. Na drugi strani pa vemo, da pravzaprav kaj je parlament? Parlament je naš predstavnik, teoretično, ne? Predstavnik vsega prebivalstva, oziroma odloča namesto nas. Ne? Pa to bi potem na nek način moralo biti častna funkcija, ne? Častno delo. Zdaj bi smo rekel. Prosim, komentiraj. Ja, hvala Bojan. Ja, danes tudi verjetno slišite to, ne, sej pravzaprav, zakaj pa bi morali biti poslanci plačni, pa sej pa naj si zaslužijo poprečno plačo, ne. To bi bilo čisto dovolj dobro, ne, ampak jaz mislim, da ta dilema pravzaprav Bismarckova še dan danes obstaja, ne, če imamo mi častnega poslanca, ne, oziroma poslanca, ki nima neke spodobne plače, s tem pravzaprav mi sami sebe omejimo učinek splošne in enake volilne pravice, ker jaz sem prepričan, da če uvedemo to ureditev vprašanje, če bi si, ne vem, a bi vidva kandidirala za brezplačno funkcijo, ne vem, mogoče vi ne, ampak se ne ni treba odgovarjati. Ampak jaz mislim, da s tem omejimo res ta učinek splošne in enake volilne pravice. Ni splošne in enake volilne pravice samo to, da lahko ti glasuješ, ampak seveda to, da lahko tisti, ki bi ga ti izglasoval, potem dejansko konzumiral ta mandat, ne upravljal to službo. Jaz nimam te izkušnje, ampak jaz ne bi delal, ne vem, za 500 evrov, pa poslušal vsega tega. Razmerja takrat življenjskega standarda in pogojev dela in življenja v stari Jugoslaviji so največ bistveno drugačna kot danes. Samo ko sem gledal primerjave, ki ste v knjigi napisal, bi rekel naslednje, da je bila plača poslanca bistveno relativno višja od splošnega standarda, kot je danes.
da danes ni mogoče govoriti o nekih velikih nesorazmerjih poslanske plače vis-a-vis preko nekih splošnih pogojev plačila in dela v Sloveniji, da se pa poslanci radi primerjajo ali pa primerjamo tam, kjer je plača višja, ne pa tam, kjer je nižja. To je pa tudi resno. Če si gledaš bivši vzhodni blok, so plače poslancev tudi do 2-3krat nižje, kot so naše. Če pa gledaš nas z Italijani, ki so na špici, ne, so pa tudi 2-3krat nižje, kot so Italijani. Mogoče če sama dodam čisto z operativnega vidika, ne, recimo pa z današnje izkušnje, ne, težko komentiram, to bo Jure mogoče me kaj dopolnil, koliko obsežno je bilo delo v tistem dejansko, ne, v ozadju, se pravi to delo, ki se ne vidi v javnosti, ne, praktično presedimo, včasih ima dan premalo ur, glede na to, koliko gradiva je treba preštudirati, s kom vse se je treba posvetovati, če želiš to res odgovorno delati. Ne? In si težko, mislim, praktično ni načina, da bi lahko sploh še kakršenkoli zaslužek za preživetje potem sploh našel, če zadeve odgovorno pravzaprav vzameš. Tako da veliko stvari se v resnici ne vidi, ki se v ozadju delajo in so tudi zelo visoko strokovne narave, tudi to moram izpostaviti. Veste, vse vsebine, ki jih obdelujemo, to niso neke vsebine, ki jih, ne vem, nekako povzameš v 2-3 besedah oziroma stavkih skozi medije, ampak je treba v resnici preštudirati material, pogledati zgodovinsko historijat tega, kako se je sploh obravnavalo do zdaj, kako se v tujini, kakšne so rešitve, zakaj so takšne rešitve, kakšne bi bile možne alternative še in tako naprej. Skratka, gre za velik študijski proces v resnici, ne? Če seveda na ta način pristopiš, na ta način odgovorno. Vsekakor pa tudi verjamem, da v vsaki sestavi parlamentarni obstaja tudi določen, verjetno kar viden procent takšnih, ki pa zadevo z malo manj truda in odgovornosti. Samo 2 kratka stavka. Glede časa in vsebine je delo, ki ga dr. Kucler je pa zdaj upravlja najtežje v parlamentu. Biti vodja poslanske skupine, posebej velike, posebej vladne, je najtežje delo. To upam z izkušnje in sicer govori, drugač položaj poslanca je pa najmanj samostojen in najmanj ustvarjalen, če je poslanec vladne stranke. Ker takrat se mora pokoravati predlogom, ki jih vlada prinese v parlament in je lahko manj ustvarjalen, kot so pa poslanci opozicije, ki lahko domišljeno ali pa tudi nedomišljeno, daj tudi z nagajivosti ali hudobije, pripravljajo predloge, o katerih se potem da veliko diskutira, čeprav se že naprej ve, da ne bodo sprejeti. Simona je ravno rekla, da pa oni poskušajo kljub vsemu ustvarjati. Nisem želela neposredno oponirati, ampak takole bom vseeno rekla. Glejte, mi v resnici tule resnično drugače pristopamo. Tudi govorila bom o profilu naše poslanske skupine. Noter je veliko strokovnjakov oziroma posameznikov, ki so upravljali vodilna strokovna delovna mesta v prejšnjih službah. In se zelo vsebinsko spoznajo na področja, ki jih obdelujejo, zaradi svoje pretekle referenčnosti, strokovne. In tudi na ta način smo porazdelili naša članstva v odborih oziroma v matičnih delovnih telesih. To je bil kriterij, ko smo si razdelili ta mesta in poslanci v resnici študirajo. In kot rečeno, zelo veliko primerov imamo, ko smo na koncu sprejeli, potrjevali neke rešitve, ki so bile bistveno vsebinsko drugačne od tega, s čimer je vlada na začetku prišla. Dejstvo je tudi to, veste, da je bilo zelo pomembno preteklo obdobje vladno tudi tega tipa, da so v resnici zakonske rešitve, kadar jih je predlagala vlada, pisali javni uslužbenci. In da je tam profil pravzaprav in pa odgovornost poslanstvo tega profila zaposlenih bistveno drugačen od v bistvu političnega motiva in pa poslanstva. In da se to čuti, še danes se to čuti v vsebinah, ki prihajajo v zakonodajni postopek. In te odgovornosti pravzaprav vse na nek način zavedano, ki ni samo odgovornost v bistvu politične narave, ampak strokovna odgovornost tudi.
ki je rezultat te naše pretekle, bi rekla, profesionalne poti, ki smo jo upravljali. Toliko v zvezi s tem, kar se tiče pa opozicijskih predlogov, se pa ne moram bolj strinjati z vami, ne? Ker za opozicijske predloge, veste, pa omejitev samo ne bo. Ne? Še kakšno vprašanje iz publike? Če ni, pa zaključujem današnjo predstavitev knjige. Se zahvaljujem vsem trem sogovornikom in seveda tudi vsem vam, ki ste prišli na predstavitev. Hvala.